Še enkrat bi rad zagotovil, da naše osrednje vodilo ostaja zagotavljanje dostopne oskrbe starejšim in odkar sem nastopil mandat, odkar smo sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, ponavljam, da ko govorimo o starejših, govorimo o eni najbolj ranljivejših skupin v Sloveniji in hrbtenica oskrbe more temeljiti na javnih zavodih. Starejši nikoli ne smejo biti razumljeni kot tržno blago, ampak so v bistvu del naše družbe, so tisti, ki so postavljali našo državo na noge, in mi smo tisti, ki moramo zagotoviti ustrezno oskrbo. V primeru Senekure smo odreagirali takoj. Lahko povem, da tudi poznam težavo. V preteklosti se je nekatere koncesije podeljevalo kar množično. V letu 2021 je bilo podeljenih koncesij za 1285, začetek leta 2022 pa še dodatnih 1107. To govorimo o posteljah. Torej v teh 2 letih je bilo podeljeno za 2392 postelj. Torej za toliko bi se mogla povečati kapaciteta domov za starejše v javni mreži. Danes smo aprila 2025, od teh 2392 je bilo realiziranih 327 postelj.